Gospod Grobelnik, vas prosim, če nam uvodoma na kratko poveste, kakšna vloga je digitalni glasnik, kakšna je vaša naloga, kdo vas je dejansko imenoval, ker imenovala je vas je po mojem vedenju slovenska vlada, da ste vi nek povezovalni člen med Slovenijo in Evropsko komisijo, ali? Ja, res me imenovala slovenska vlada, kot nekakšnega, recimo, kompetentnega, neutralnega človeka, saj tako mislim, da so kriterije. Moja vloga kot digitalnega glasnika je bolj, da sem kot nekakšen katalizator v tem prostoru, to je funkcija brez budžeta, brez listniča, kako bi se rekel, kjer pa lahko izkoriščam svoje, recimo, omrežje ali pa kompetence ali pa tudi inštitucije, iz katere izhajam, torej inštitut, da lahko neka sporočila, recimo, malo bolj odčrtam, glede na to, ker sem pa prej lahko počel, ker so sporočila bila podobna, samo da zdaj morda so nekoliko bolj slišana, seveda imam pa tudi ta stik z komisijo, oziroma, ker ima vsaka država tega digitalnega glasnika, in se pač dobivamo in se pogovarjamo in probamo z nekaterimi takimi kirurškimi prijemi nekako probati na kakšno stvar vplivati, kot se pač da. Ker tle, kljub vsemu gre za relativno velike sisteme in mi, glede na to, da smo digitalni glasniki, je dobro predvsem, da razumemo, o čem se sploh pogovarjamo. Zdaj, če se danes pogovarjamo tukaj o tej platformni ekonomiji, pa v vzrokih za to in pa tudi posledicah, ker je transport pa Uber sta samo ena instanca tega, pa zapravo te platformne ekonomije še bistveno več. Glede na to, da sem jaz raziskovalec po osnovni mojem poslanstvu, recimo, dobro se vprašati, zakaj do tega sploh prišlo, zakaj se danes tukaj pogovarjamo o platformi ekonomiji, zakaj se to nismo pogovarjali pred 20 leti, ali pa zakaj se to ne pogovarjamo šele čez 20 let. Zakaj je ravno danes ena taka, recimo temu presečna točka, kjer je bolj pomemben, kjer smo recimo prišli v resonanco z nečem drugim, da se pogovarjamo. Torej, to, kar se je zgodilo, bom zdaj par besed kot znanstvenik rekel. Torej, kako sistem, v katerem živimo, funkcionira. Dajmo vzeti tak osnovno primer, Lego kocke. Kaj Lego kocke imajo? Imajo so kocke, pa znamo jih povezati. To sta dve pomembni lastnosti Lego kocke. Zdaj pa družba, ki je približno podobno sestavljena. Da se moramo vedno vprašati, katere Lego kocke imamo na razpolago in kako se te kocke, ki jih imamo na razpolago, povezujejo. Torej, Lego kock imamo nekaj, predvsem v zadnjih 5-10 letih je tehnologija naredila nekaj zelo pomembnih novih Lego kock, ki jih prej ni bilo. Uber izrazito dobro izkorišča te Lego kocke, in še informacije kaj drugega. Računalniki kar naenkrat vidijo, slišijo, razumejo do neke mere, ne preveč, ampak veliko več mogoč. To so Lego kocke. Hkrati imamo pa, prej sem rekel, Lego kocke znamo pa tudi spenjati v neke strukture. To je pa povezljivost, interoperabilnost. To je pa druga silno pomembna zadeva. Mi kot, recimo, stališča Štefana inštituta ali pa akademiki, to vidimo že od konca 80-ih let, začetka 90-ih let, ko je internet se leta 93 pojavil, da se spomnim tisti prvi dan, ko sem klikal po webu, ko se odprl prostor, ki ga prej ni bilo. Zato smo mi prebili še 20 let pred ostanki družbe, da se vse to preželo. In zdaj se pač te Lego kocke so se povezale z vso to še mobilno tehnologijo, pa zdaj prihajajo 5G in tako naprej. In kar naenkrat pride do nekega preskoka, do nekega tipping point, kot rečemo, ena taka fazni prehod. In zdaj
izgleda en tak moment. Čeprav mi, kot raziskovalci, smo videli, da to prihaja, že vsaj 20 let. Ne. Tako da, to je razlog, zakaj, zdaj samo odgovarjam na vprašanje, zakaj se v tem danes pogovarjamo, ne, zakaj čez 5 ali pa 10 let, pa zakaj se o tem nismo pogovarjali. Ne. Zdaj pa, seveda, to ima pa nekaj sprememb. Ne. Čim pride do nekega tipping pointa, do neke strukturne spremembe v družbi, ne, kaj je prva posledica? Kaos, divji zahod, ne, Wild West. Ne. To je prva reakcija. Zdaj, mečkan tega strahu, ne, ki ga občutimo v družbi, ne mine dan. Ne. Včeraj sem imel oddajo na televiziji, prejšnji teden na Evropski komisiji, še prejšnji teden spet živa oddaja, Studio City, ste me morda videli. Vedno je isto vprašanje. Strah pred spremembo. To je vedno na vsakem koraku strah pred spremembo. Kdo bo izgubil službo, kdo bo novo, kaj si bo treba novega naučiti. Ja, je nekaj spremembe, bo, ampak ne bo tako dramatično. Vse te stvari se kljub vsemu zvezno dogajajo. Ne. Tako da, jaz vedno rečem, da je vse v redu, kot v resnici bo. Ne. Tako da, dobro, zdaj sem hotel samo mečkano osvetliti, zakaj, v čem se, tako kot je že bil leta rekla in kot so bile vse stvari prej povedane, sem sam hotel v kontekst. Pa ne gre sam za transport. Ne. Verjetno vsi vi veste za zadeve, kot so Coursera za izobraževanje. Knjige Amazon, to že od 90-ih let kupujemo. To je vse platformna ekonomija. Ne. Energija, ki jo kupujete kar tako, ne, enkrat od tega, jutrak pa od drugega in tako naprej, spet isti koncept. Ne. Potem gre za zaposlitve, kar naenkrat lahko doma delaš, ne, kar se včasih da. To so vse instance, Uber je samo en primer, lep primer tega, ne, pa še dobro ime imajo. Ne. To so samo različne instance tega istega koncepta. Prej, kad sem govoril o Lego kockah, pa kako jih lahko spenjamo skupaj. Mogoče še zadnja stvar, da ne bom predolg, kaj pa prihodnost? Ne? A prihajajo nove Lego kocke, a prihajajo novi načini spenjanja? Ja, ne? Če greste danes na recimo raziskovalne konference, ne? Kjer se te Lego kocke gradijo. Teh Lego kock je kar nekaj novih prihaja spet. Ne? In te Lego kocke bojo spremenile še naslednjih 5 pa 10 let. Ne? In je treba to samo tako neemotivno, racionalno pogledati, aha, te Lego kocke imamo, te nove prihajajo, aha, te bojo tako vplivali na naše življenje. In zdaj, če tako racionalno človek pogleda, kar enostavno se vidi prihodnost zelo jasno. No? Dobro, pa da nam predolg, evo, nekaj. Pa bi se vrnili nazaj 2 leta, kaj bi morda nam lahko povedala, kako je nastala agenda, ki jo je že gospa Agata omenjala v sodelovalnem gospodarstvu. Ste se tam tudi pogovarjali o tem strahu pred spremembo, o katerem je Marko govoril. Dovolj mi, da mogoče najprej dam ali še celo širši okvir, ker je Marko zelo dobro omenil določene značilnosti nekih novih, svežih signalov, ki prihajajo in seveda, ki se bodo in so se vedno dogajali v vsaki družbi. Družba je dinamičen sistem, ki vedno znova producira neke nove elemente, s katerimi novo nastajajoči ali generacije ali načini razmišljanja si utirajo pot, da se lahko sploh manifestirajo. In recimo to je tipičen primer, ko je v naši družbi to vrstno možnost za, ponovno bom uporabljala ta izraz, za spreminjanje moči v vrednostnih mrežah ponudila digitalizacija. In to od prvega računalnika, leta 1956, ko so naredili ENIAC, od takrat naprej se je začela neka nova doba, tako digitalna doba. In če zdaj rečem, da če bo s čim zaznamovana ta naša civilizacija, bo zaznamovana s tehnološkimi spremembami in če bo moja generacija z nečem zaznamovana in bo pustila neko večjo sled, recimo nek zgodovinski odtis, jo bo za digitalizacijo. Tako da je zelo dobro vedeti, da smo si mi zbrali v resnici digitalizacijo in sploh tehnologije, ki so več ali manj danes vse povezane z digitalizacijo,
kot tisti vzvod družbenih sprememb, ki ustvarja na eni strani večjo učinkovitost obstoječih sistemov. In seveda zato boste videli tudi v prometu, recimo promet na vseh področjih, ne bo to v delništvu, oziroma ne bo to v pomorstvu, ne bo to cestnem, aviacijskem, železniškem prometu, povsod digitalizacija spreminja podobo načina izvajanja teh storitev. Delajo bolj učinkovito, bolj standardizirano in seveda bolj povezano. Torej, učinkovitost je prvi element, ki je kot posledica tega. Drugi element, ki je za nas izjemno pomemben, je pa, da skozi digitalizacijo, skozi te nove Lego kocke, skozi te nove načine povezovanja Lego kock med sabo, ustvarja nova delovna mesta, ustvarja priložnost za rast, izziva obstoječe sisteme moči. Predstavljajte si, da bi imeli 500 let isti način razmišljanja o družbi. Kje bi mladina dobila priložnost, kje bi tisti radovedni mislici dobili priložnost, da seveda ustvarili nekaj novega. Torej, to je spet povsem normalno in to je tista filozofija, ki jo tudi na nivoju Evropske unije seveda ves čas poskušamo zasledovati in ta posebno Evropska komisija je s predsednikom Junckerjem postala politična komisija, kar pomeni, da se umika iz strogo administrativnega načina razmišljanja v veliko bolj politični način razmišljanja, kar pomeni pa iskanje priložnosti, ustvarjanje novih priložnosti in zato seveda sodelujočo ekonomijo vidimo kot veliko priložnost iz načina večje učinkovitosti in uporabe sredstev, kot smo že prej rekli, da se avto se uporablja v povprečju na svetovno nivoju 1,5 ure na dan. Seveda je to izjemno neučinkovito uporabljen denar in sploh sredstva. In hkrati pa s tem ustvarjamo zelo veliko škode tudi v okolju, vemo in se zavedamo vse večjih klimatskih sprememb in zaradi tega nas to že pripelje zdaj na tretji element, ki je za digitalizacijo izjemno pomemben, torej učinkovito stvarjanje rasti novih delovnih mest in tretji element, ki nam skozi digitalizacijo pomaga nagovarjati neke skupne globalne izzive, kateri pa klimatske spremembe gotovo so in zato v prometu zelo spodbujamo uporabo javnega prometa in uporabo različnih modelov multimodalnih storitev, ki povezujejo na najbolj učinkovit način obstoječo infrastrukturo, obstoječe osnovna sredstva v prometu, kot so oziroma v železniškem prometu vlaki, avioni in pa ladje, da seveda maksimiziramo vložek v ta sredstva in hkrati zmanjšujemo CO2 odtis, s tem, da še vedno zadovoljujemo potrebe seveda poslovne in pa individualne potrebe posameznikov. Dva premika sta se s tem zgodila, pomembna premika. Eden je, da smo seveda močno podpiramo nove poslovne modele za večjo učinkovitost, drugo pa, da smo začeli gledati na promet kot na storitev. Se pravi, in to, takoj, ko pa to omenimo, seveda pridemo do tega tvojega novega izraza v slovenščini, ki smo se tega naučila, to je servitizacija. Servitizacija storitev, seveda, ki je, recimo, mi se vseh teh novih stvari učimo skupaj z državami članicami. Trenutno je vodilna na tem področju Finska, ki jo uporabljamo kot neke vrste pilotni projekt, tudi za tako imenovano ekonomijo v prometu, mobilnost kot storitev. In vidim, da tudi Slovenija v tej smeri zelo odločno koraka in je tudi ena prvih, ki je predstavila multimodalno vstopnico oziroma vozovnico na letni osnovi oziroma na mesečni osnovi za povezovanje različnih prometnih oblik. Tako da vse to je dejstvo. In v to zgodbo noter prihajajo tudi modeli, o katerih danes govorimo, ki upravljamo primer Ubera za Je treba vedeti, zakaj so ti modeli v resnici nastali. Eno je priložnost zaradi tehnologije, drugo je pa, ker so se pojavile potrebe ljudi, ki jih seveda podjetnik želi nagovoriti. In to so vse podjetniške ideje. To so tiste, ki seveda nastanejo ponovadi iz lastne ilustracije, kot je Uber nastal, ker je pač ustanovitelj v Parizu ni mogel dobiti taksija, ne ve tako jezen na pariške taksiste, da ko je prišel domov in začel razmišljati, kako bi izval nerazpoložljivost pariških taksistov in je ustanovil podjetje, ki je postalo eden največjih multinacionalk na svetu. Na drugi strani Airbnb je nastal
zaradi tega, ker pač udeleženci konference, neke konference znanosti, niso našli prenočišča in sta organizatorja te konference mogla za svoje udeležence poskrbeti in sta se spomnila te storitve, ki je postala spet ena največjih multinacionalk na svetu. Se pravi, nagovarjajo neke potrebe, ki nastajajo. Dokler so te storitve pod radarjem, kar pomeni se ne pojavljajo v nacionalnih statistikah v obliki procentov, se niti države in vlade s tem ti dosti ne ukvarjajo. Ko pa to enkrat postane vidno in začne vplivati na bruto nacionalni prihodek ali pa v vidnih številkah se pojavlja na socialnih statistikah ali pa ekonomskih statistikah, seveda se pa začnejo s tem vlade ukvarjati. In to se je zdaj zgodilo tudi na evropskem nivoju Evropske unije. Smo začeli dobivati se več pisem, kjer so tisti, ki so izzvani za novimi modeli, v našem primeru taksisti, v turizmu ponudniki hoteli in pa ponudnih storitev, so pa začeli seveda se odzvanjati. Po eni strani, da zaščitijo svoje interese, po drugi strani pa, da začnejo opozarjati na anomalije, ki nastajajo, ker seveda ti novo nastojoči modeli ponavadi izkoristijo neke pravno-formalne, neurejene, kot je kolega Marko rekel, kaos, kaotične situacije in mi se iz tega učimo, to je normalno, to je proces učenja. In kar smo do zdaj prišli, je, da je to dovolj eskaliralo na nivoju številnih držav članic. In komisija se je odločila, kot rečeno, da tega ne bo nikakor ne ovirala, vendar, da se bo učila, ker ne moreš ti kot na državnem nivoju odreagirati na prvi primer ali pa na neki pojav, ki niti ne veš, če je stabilen ali nestabilen. In ne moreš zakone zdaj spreminjati samo zaradi nekega motnje, ampak moraš ugotoviti, ali je to dejansko nek trajnostna sprememba, ki zahteva potem pravno-formalni okvir. No in zdaj smo zdaj v tej točki. Zato smo se usedeli vsi komisarji, ki imamo portfelje, ki so s tem izvani. To je seveda enotni trg, to je promet, to je turizem, to je digitalna ekonomija in pravni sektor in smo sosedali nekaj brainstormingov prišli ven z dokumentom, ki postavlja okvire, v okviru katerih bomo zdaj iskali, ali je sploh potrebna nova pravna praksa. Zdaj seveda računamo na vašo pomoč. Jaz sem želela nek okvir najprej postaviti, da razumemo, kako je do tega sploh prišlo. Zdaj vam pa lahko še povem, recimo, nekaj glavnih izzivov, ki jih pa mi zdaj že prepoznavamo skozi prakse naših držav članic in seveda tudi skozi reakcije sodišč na nivoju držav članic se počasi oblikuje evropski pogled in kot rezultat tega bo prišel evropski okvir. Vendar bo išel iz pravnih praks držav članic. Vemo, da imamo kar nekaj primerov na sodišči, mi obravnavamo nekaj prijav Uberja, ki so tudi v procesu, vendar, kot rečeno, se ne bomo zaleteli in naredili na osnovi enega primera nek pravni okvir, ampak bomo pustili, da se stvari razvijajo in da se na nek način uravnotežijo. Imamo zadnji primer iz Francije, kjer je seveda zdaj revolt voznikov, to bo spet nek pravni presedans, ki bo spet nam pokazal tudi na način, kako se bo Uber obnašal v tem primeru. Je pa v komunikaciji, ki je šla julija in vas res vabim, da si jo pogledate, vsi, ki ste za to zainteresirani, so pa zelo jasno zadaniti 4 točke, v okviru katerih se bomo mi zdaj gibali. Prvič bomo zahtevali, da se vzpostavi pogoji za enotno vstop na trg, tako imenovan equal playing field. To je en prvi zelo pomemben element. Drugi je za odgovorno obnašanje, kjer se bo zelo veliko tudi govorilo o soodgovornosti, da je videti, kolegica je že omenila, kdo je odgovoren, ko se enkrat usedeš v avto voznika, ki ponuja storitev preko Uber storitve, kdo je zdaj odgovoren v primeru nesreče? Ali je Uber, ali je voznik? Na kakšen način je to zavarovano? Koga lahko stranka toži? To je še vse nerazčiščeno. To je še vse v bankah. Se pravi, ta zelo odgovorno obnašanje. Tretji element, ki ga seveda zahtevamo, oziroma ga bomo zasledovali, je preglednost, transparency, se pravi, da so stvari pregledne in jasne.
In pa četrti element, da bo dejansko sistem oziroma pravni okvir dovoljeval oziroma podpiral odprt in nediskriminatorni pristop. Zdaj vam bom, če dovolj, še zelo konkretni primer povedala. Za nas in mene osebno, eden največjih izzivov je, ker nimamo urejene na področju data sharing, na področju izmenjave podatkov, oziroma nimamo urejeno dostop do odkrivanih API-jev. Danes, če greste v Google in vtipkate, da rabite pač taksi službo, vam bo dal vam samo Uber. Zato, ker ima Uber dogovor z Googlom, da se seveda pokaže, to ni nič narobe. Narobe je samo to, da Google ne pokaže še vseh ostalih ponudnikov, ki se nahajajo v okolici tistega, ki potrebuje prevoz, da se lahko uporabnik lahko odloči, koga bo vzel. Se pravi, da gre tukaj za neke vrste blokado informacije in za diskriminatorno ponudbo informacije tistim, ki storitev potrebujejo. To je recimo za mene eden največjih izzivov sploh sodelujoče ekonomije, je kako bo zagotavljala, da tisti, ki rabi storitev, bo dobil dostop do vseh ponudnikov, ne pa da bo to zaprt sistem, ki seveda meji potem na monopol. Zakaj je to za nas pomembno? Zato, ker se Evropska komisija zelo bori, da razbija lokalne monopole za vogalom preko platforme, ekonomije platform, se nam pa dogaja globalni monopoli. In seveda, veste, kako je v digitalnem svetu, ki je to zagrabec, se pravi, spet se učimo in ponovno iščemo in tle računam na vašo podporo kot pravniku, da nam boste pomagali definirati, kako zagotoviti, da se nam ne bodo dogajali globalni monopoli, ki seveda ubijajo potem konkurenčnost, se ubijajo naprej. Tako da to je izjemno pomemben element, ki ga prosim, dajte pomagati, nagovarjati skupaj, da ga rešimo, da seveda vzpostavimo te pogoje za enakovredno poslovanje. Tretji skrb, ki je pa na meni na mizi zelo velika, je pa seveda, kako zagotoviti trajnostno vzdržen socialni model. V Franciji trenutno je na 1000 voznikov del Ubera, vendar za njih nišče ne skrbi v smislu izobraževanja. Kako zdaj zagotoviti napredka? Kaj se zgodi, če Uber se potegne ven? Na 1000 ljudi bo brez službe. To mi ne zanima, kar je, jaz nimam nobenih bad feelingov zaradi tega, ampak je pa seveda zelo problem, ker bo v trenutku nastala neka zopet socialni nemir, ker to so pa ljudje, ki jim je Uber sicer kolaborativna ekonomija, sodelujoča ekonomija ponudi službe segmentu ljudi, ki niso imeli do zdaj nikoli priložnosti za zaposlovanje oziroma so zelo težko bili zaposljivi. In je kratkoročno to seveda dobra rešitev, dolgoročno, pa ker stvari niso urejene, ker je to vendarle še podjetniški pristop, imamo mi izziv s tem. Se pravi, to so zdaj izzivi, ki so pa ne zato, da bi ustavili storitve sodelujoče ekonomije, ampak zato, da ponudimo pravno-formalni okvir, v katerem se lahko razvija naprej in bojo postale business as usual. In bo prišla ponovna nova motnja, ki bo ponovno izvajala nas vse, to, kar je Marko prej rekel, nova legokotska, nove odnosi. Ampak to je način življenja. In s tem smo navajeni. Sem hotel sama razložiti, ker tukaj sodeluje zelo velik portfeljev, to je horizontalna zgodba, to ni vertikalna. In se učimo, jaz mislim, da se učimo relativno hitro. Recimo, jaz sem to prakso in ta znanja zelo hitro uporabila skupaj z mojimi kolegi, ko pripravljamo Evropski okvir za drone, brezpilotna letala, ko pa smo že celotni pravno-formalni okvir postavili na nivoju storitve, ne več na nivoju tehnologije. In nam je tudi pomagalo pri razmišljanju, kjer mislim pa upam, da smo korak naprej in bo v naslednjem letu ta pravno-formalni okvir že postavljen za delovanje brezpilotno. Jaz sem bila malo daljša, ampak sem res želela ustvariti neko okolje, v katerem se mi zdaj gibamo in umakniti se stran od teorije strahu, ampak vas aktivirati, da so ustvarjate to novo podobo, ki se zdaj oblikuje in nam pomagate to sodelujočo ekonomijo, portalno ekonomijo čim prej pripeljati v mainstream business as usual. Gospa, gledajte, zdaj bi morda vi malo razložili, kako pričakujete, da bo se odvijala ta delitev pristojnosti med institucije EU in nacionalne. Pravite, dogovarjate se s posameznimi državami
Verjetno je pri 28 državah članicah nekako elegantne, če bi imeli samo ene centralne institucije, kot pa razprošene, ne po državah članicah. Pa prosim, če ste lahko malo krajši, da bi še se počasi na občinstvo malo obrnili. Of course, this is the easiest question that the Commission is dealing with. Ampak pri davkih seveda ne gre, ne? This is the big dilemma. No, I'm joking. I'm of course joking. This is one of the most fundamental questions that European Union is dealing right now, and I think this is the answer to it is also very dynamic, and collaborative economy is just a little fragment of the big discussion that is going on right now as we speak in the European Union. What is the right balance between the member states and the Central European Authority? But in terms of looking at the topic that we are discussing today, I believe there is a profound role that the European Union has when it comes to building something that I believe is still and will be for the future one of the biggest, if not the biggest, bridge between European member states. And this is the digital single market. This is about making sure that the single market is upgraded with the use of digital technologies, and it is connected in a way that enables service providers and also consumers from across the European Union to access different goods and services on an equal basis. I think this is a profound undertaking. This is at the very heart of what European Union stands for, or European communities have stood for from their inception. And this is still something that is not fully complete. And I think collaborative economy shows us now the tension between our ambition, what we want European single market to be, and between the reality in the most sensitive place, because it's, on one hand, it's about a certain shift of mindset in terms of our European attitudes to innovation, and it's a very also difficult role for the Commission to promote more enabling approaches for innovative business models, and I think we couldn't be more grateful to see how strongly the European Commission stands for these values. On the other hand, again, it's about making sure that the single market works not only for big companies, but that it works for individuals, that the granularity that we have when it comes to internal market opportunities is at the level of every European citizen. And this is what, again, collaborative economy is showing as an important opportunity, but also as we discussed a set of challenges. Because we are at the LOPA today, I think there is a good reason for you to have been interested in this topic. One of the key points that the collaborative economy agenda has made is about making sure that that we have a set of laws in the European Union. We have the treaties, we have the framework for e-commerce, for consumer protection. We actually have the laws in place that enable this digital single market. But the reality in terms of member states' laws is not yet fully aligned with those ambitions of the treaties. And this connects to a lot of nitty-gritty legal analysis in different areas that were mentioned in the conversation today. How do we make sure that our legal systems here in Slovenia, in another country of the European Union, that they are ready for this single market era? And you have talked a little bit about your efforts in Slovenia. The commissioner also is, for example, in the segment that Uber is part of, ride sharing. The Commission is now going through a big effort of analyzing actually different frameworks across European Union of how ride sharing, how private car vehicles, how taxis are regulated, what is the reality, what are the detailed little provisions of laws and regulations, because we need to first understand it, and it's a very complex pattern,
And in order to then understand what kind of legal actions or regulatory actions are needed. And some of them will be needed at the local levels, maybe some of them will be needed. Maybe just yes. en kratek medklic. Januar je pride poročilo ven, ki ga kolegica omenila, in ste dobrodošli, ker seveda ga preberete in na osnovi tega se bomo mi potem odločili na daljni korak, se prečujem. Yeah. So thank you very much for adding this comment. And I think, again, there are big opportunities. There are certain areas where I feel there are still opportunities. It's not challenge. I wouldn't call them even challenges. I would call them areas of discomfort because there is a certain disruption happening to the frameworks that we are used to. And I believe there is a profound role, especially of lawyers, but also as it was mentioned, it's actually a very interdisciplinary work that needs to be done by economists, by sectoral experts, and by lawyers, and I think also by sociologists and behavioral scientists, to make sure we live in the world that unlocks potential and manages the risks related. To maybe conclude, I think there is I would say there are three elements that are needed to be in place in order for us to thrive in the collaborative economy era or in the single market era. First, it's about the technology solutions that are being developed, and I think please note that there's constant innovation and they are constantly being developed. So there is no point in time where we can say, okay, now we can understand what exactly we need with, because it's growing all the time. So, for example, Commissioner mentioned that on Google Maps, Uber used to be the only ride-sharing solution visible. It's not the case anymore. There is also other providers like Lyft is now available. I'm sure this space is going to grow in the future as well. So technological solutions like ride-sharing, like self-driving cars and so forth. Then it's about regulatory frameworks that are adjusted, that support this digital era. And in urban mobility, again, all the experts, all the authorities on the topic know that actually regulations are the biggest obstacle for urban mobility to start functioning. So here's a challenge for your lawyers. And finally, behavioral change. I talked a little bit about the shift of use from individual use of cars to shared use of cars. This is just one example, but it is about us being increasingly comfortable with the idea of not necessarily owning the asset fully, but shifting towards service-based, this servitizacja concept. This is quite important because, again, I will use our domain, which is mobility, to show you the problems related. With cars, people use cars not only because they want to use them, they use them also as a symbol of status. We need a profound behavioral change of mindset to detach ourselves a little bit from this type of an asset that serves as a symbol of status. Speaking of efficiency, car is usually the second most expensive asset for a household. By the way, house, we talked about Airbnb a little bit, is the first most expensive asset. So if you are able to unlock the opportunities to actually have services that help you with use of these assets without the prior big sunk investment, this is a huge social equalizer factor. Agata, moram izpostaviti, ker ste uvodoma omenila mikromultinacionalke, da je za države, kot je Slovenija, precejšnja frustracija, ko imamo te mikromultinacionalke ocenjene višje vrednosti, kot pa naša država. Janja, če dovoliš, tukaj je še en izziv, ker ni vse zlato, kar se sveti. Evropska komisija tukaj ima zelo veliki izziv s temi mikromultinacionalkami, ker seveda posebno digitalne platforme ne prispevajo k vlaganju v infrastrukturo, ki jo uporabljajo,
kot neuradni asset. Namreč digitalne platforme ne lastijo ničesar, razen portalov. Ne lastijo vozil, ne lastijo infrastrukturnih elementov, ampak sem sedijo na vrh, kar pomeni, da pričakujejo, da bojo se lahko razvijajo sem tam, kjer države vlagajo v infrastrukturo, ki jim omogoča delovanje. Tako da tukaj gre za en tem trenutku, brez da bi zdaj direktno poskušala kritizirati ali pa napadati obstoječe digitalne platforme, one so izkoristile ponovno neko nepokrito področje v pravno-formalnem sistemu. In tu imamo mi težavo, ker mi zelo veliko Evropska unija v tem trenutku ogromno investira, resnično, na nivoju v tem trenutku dodatnih investicij, poleg vsega, kar že obstaja, samo leto in pol dodatnih 130 milijard evrov in do konca našega mandata do tega približno 500 milijard dodatnih investicij, poleg vseh nepovratnih sredstev in razvojnih sredstev, ki že obstajajo. Ker želimo modernizirati našo ekonomijo, seveda, vendar moramo paziti, da vsi deležniki k temu tudi vračajo nazaj. Zato je ta izjemno pomemben korak, ki ga kolega Moskoviči skupaj s podpredsednikom Dobrovskim in Katajninom peljejo, je, da se vzpostavi tudi ustrezen model za davke, ki bo zagotovil, da se dejansko davki plačujejo tam, kjer se profiti ustvarjajo. V tem trenutku mikromultinacionalke koncentrirajo profit, pač kjer ga koncentrirajo, ker to je njihov radni sedež. Tako da tu je še neka nerazrešena zgodba, ampak ponovno, to se je razvila in mi jo moramo zdaj rešiti na pogodu. Pa bi zdaj še kratko gospoda Stanovnika, omenili ste, da previdno tudi čakate na ta razvoj. Se vam zdi tudi v tem smislu pametno počakati, da vidite tudi, kaj se dogaja na institucijah Evropske unije, kar omenja Violeta, da bo neki premiki, torej vsak teden, vsak mesec, ne, da torej Slovenija ne izgublja morda nekih energije in ljudi tudi za neko delo, ki bi bilo potem spremenjeno z nekimi dokumenti Evropske komisije. Glede na to, da je komisarka prej povedala, da Evropska komisija čaka na prakso držav članic, oziroma v smislu, da bi čakali na Evropsko komisijo. Namreč zadeva takšna, da pristop držav članic do reševanja vseh odprtih vprašanj povezavi z sodelovanjem gospodarstvom je sila različna. Tako da tukaj niti ne predstavljam, kako bo, kakšen bo izplen teh praks potem za neko uporabno. Vse se ureja. Ampak v vsakem primeru je to zelo, zelo različni pristop na vseh področjih, na področju upoštevanja socialne zakonodaje, državne davčne zakonodaje, pristopov na trg in tako naprej. Se pravi, da države se zaenkrat fokusirajo na svoj ožji državni trg in tam rešujejo zadeve. Nekaj podobnega bomo naredili tudi pri nas, sej drugačne nam niti ne preostane, s tem, da bomo pa dejansko upoštevali vse tisto, kar Evropska komisija tudi priporoča. Namreč Evropska komisija je jasno povedala, da v tem trenutku ne namerava pristopati z nekimi zakonskimi oziroma regulatornimi pravili in bo dejansko res počakala nekaj časa, da se stvari razjasnijo. Priporoča pa, glede na analize, ki so bile narejene tako v posameznih državah članicah kot nasploh, da morajo države pri urejanju tega področja upoštevati vse teh temeljnih načel, se pravi pogoji za vstop na trg, odgovornost oziroma neka pogodbena razmerja, varstvo potrošnikov, potem je tukaj pozabil varstvo potrošnikov, delovnopravna zakonodaja in pa davkarija. Se pravi, teh 5 točk bo moralo biti za objeto v kakršnikoli rešitvi se bo na področju Republike Slovenije to reševalo. Prej sem uvodoma omenil, da kakšen pristop vlade. Namreč, smo zelo bistvi, če govorimo zelo v bistvu, kaj je sodelovalno gospodarstvo. Tukaj so nekdo, ki ponuja svojo storitev ali blago, nekdo, ki to uporabnik te storitve oziroma blaga, in pa neka platforma, ki je ali posrednik ali pa lahko celo izvaja neko storitev. In tukaj se dogajajo neki gospodarski, neki socialni, neki sociološki kontakti, neka razmerja, ki jih moramo v okviru države rešiti. Namreč za ponudnike, za uporabnike in pa za lastnike platforme, vse to, kar smo zdaj govorili, pa sila jasno. Oni so vstopili v nek trg,
Za državo pa ne. Ker država ima pa potem posledično s tem opravka, kot sem že rekel, na področju potrošnikov, na področju delovno-pravne zakonodaje, na področju neplačevanja davkov in recimo na področju nekonkurenčnega vstopa na trg dela in tako naprej. Tukaj pa pristopa država. Država v vsakem primeru, tudi Vlada Republike Slovenije, naša delovna skupina, njeno osnovno vodilo bo, da se vzpostavijo neki pogoji, da bojo te novodobne, novi procesi, poslovni modeli lahko vstopali in delovali tudi na našem trgu. Daleč od tega, da bi vlada karkoli zavirala v tem smislu. Pač niti ni smisla in tudi država pač spodbuja vse te novosti na trgu dela. Seveda, kot sem že uvodoma rekel, z javnega interesa pa sooča z vsemi temi zadevami. Pa zdaj, mi moramo dejansko letos postaviti neke modele, ki bojo lahko poslovali. Glede, v Sloveniji nimamo trenutno prav veliko platform, ki bi delovali, oziroma ki bi bilo ustanovljeno v Sloveniji. Jaz vam povem en sam primer, ki je zelo plastičen primer. Nedavno nazaj smo imeli pogovore z nekaterimi, ki so prišli na ministrstvo se pogovarjati z ministrom na temo množičnega financiranja. To je eno od oblik sodelovalnega gospodarstva, kakorkoli pa če to imenujemo. Če dovolite, zdaj je slovenski izraz, to je množicanje. No. Crowdfunding, to, da se vsi razumeli, pač ne odgovorim možem financiranje. No in pogledajte, kaj se zgodilo. Ko smo prišli, ko neka avstrijsko podjetje poslušalo v Sloveniji ustanoviti platformo, ne so ustanoviti platformo, so jo ustanovljali 2 leti. Pa nismo pri tem nič posebnega, namreč ne gre za to, da bi zdaj naša zakonodaja bila ne vem kako restriktivno napisana, ampak dobro, je pa to zakonodaja z področja financ, kar je pač malo drugače kot mogoče. Vozila.si, kaj si verjetno še dajte poznati. 9 področnih zakonov je bilo treba urediti, da smo prišli približno, do neke normalnega regulatornega okvira, preko katerega so lahko ustanovili platformo. Tako da ena od nalog medresorske skupine bo tudi to, da bi spodbudila pač vlado v celoti oziroma zakonodajalca in pa posamezne resorna ministrstva, tudi se preverijo, kako in kaj je s to našo zakonodajo, da bi se ti modeli oziroma te platforme lahko ustanovljali tudi v Sloveniji. Namreč, kaj je interes Republike Slovenije, ni samo ta, da državljani uporabljajo platforme v tujini, ampak da imamo pač država, ki je tega lahko pobere davke, ki je tako domače povedano. In to moramo tudi narediti v tem smislu. Tako da ta dela na tem področju bo zelo veliko. No, in kot sem uvodom omenil, na področju sociale, delovno-pravna zakonodaja, ki bo veljala enako za te, ki že trenutno so na trgu dela, kot za tiste, ki vstopajo z novimi modeli. Tukaj pač država ne more delati nekih izjem. Tudi pri davkariji, lahko da pri davku pač daš nek limit, do katerega so storitve obdavčene, kako posvečina držav članic, zdaj se pač te stvari urejajo, ampak na nek način moramo delati. Je pa treba biti izredno pozitiv na to, tudi v tem, da te novodobne poslovni modeli, ki temeljijo na digitalnem trgu, ne vzpostavljajo nelojalne konkurence že obstoječemu tradicionalnemu trgu dela. Država v nobenem primeru ne sme pristati na to, da bo sodelovalna ekonomija postala ali pa ostala usporedna ekonomija tradicionalnega trga. Ker če pristajamo na to in če zadeve v nobenem primeru ne reguliramo, potem se po vseh silnih letih vrnemo lahko na izraz, ki ga vsi dobro poznamo, se pravi črni trg. Ker drugače vse skupaj je pa res dejansko samo dela na črnem trgu in zato zadeve morajo biti regulirane, da bo zadovoljno preko tradicionalno gospodarstvo kot to novodobno. Vse na hitro repliko na tole zadnje misli. To je vse lepo in prav. Obstaja pa še en sila pomemben faktor, ki ste ga spregledali v tem razmišljanju, in sicer hitrost spremenjanja. Torej država
mora sama za sebe vedeti, da je počasnejša od dinamičnega trga, ki ga Uber je samo primer in tako naprej. In seveda, jasno, hitri start-upi z množico agilnih mladcev bojo vedno hitrejši v državi. In da se generično smislu, bojo vedno hitrejši kot država. No, zdaj, recimo, nekatere stvari se da lepo regulirati. Recimo, tam, kjer obstajajo neke fizične omejitve, kot je materialni trg, avtomobile do neke mere se da regulirati, zato ker se pač prepove, pa policaje pošlje na ceste in znajo ustaviti stavke. Obstajajo pa deli trga, kjer se pa enostavno stvari ne da ustaviti. Jaz sem pač v znanosti, znanje je zelo fluidno. In ena največjih know-howov, ki vhaja iz Slovenije in po vaši terminologiji bi bil to črni, sivi trg, ki ga imamo že, 10 let, so programeri, ki sedijo v Sloveniji, v katere smo investirali, in to je eno najbolj vrednih. V Sloveniji imamo nekih, recimo, ocenjeno nekih 16,000, recimo, računalnikov. In en lep del tega know-howa vhaja, zato ker tega pa policaji ne morejo ustaviti na cesti. No in takih je še kar nekaj, primerov sodelovalne ekonomije, ali pa univerza primer, torej, imamo cel kup servisov, kot so Coursera, Udacity, MOOC servis in tako naprej. Če je univerza prepočasna, grejo študenti tja. To je spet primer. Torej, ne gre za to, da če hoče država kaj narediti, da takrat, ko bo država že kaj uredila, bojo že novi problemi zavrejeni. Torej, v tem smislu je treba ugraditi spremembo kot konstantno. Če to ni, potem nismo veliko naredili. Gledam sam en let, naša delovna skupina nima roka trajanja. Delovna skupina z neomejenim trajanjem, so da ne vem, časa bo trajalo, vse ima rok trajanja. No, jaz sem sam hotel to reči, recimo mi znanstveniki smo se morali prilagoditi na to, ker drugač bi bil to popoln razpad sistema, če bi delali tako, kot smo nekoč delali. In vsakih 5 let se paradigma deloma zamenja. Tudi pač nekoč je bilo tako, da smo iskali priložnost, da lahko delamo. Danes iščemo, kako priti do lastnih dobrih ljudi, ki bi hoteli še delati za pač to, kar akademske plače omogočajo. In kombiniramo razne modele, da sploh zadržimo lastne ljudi. Če tega ne bi naredili in bi se samo po pravilih obnašali, striktno po pravilih, je razpad sistema takoj. In sploh debate ne bi bilo tukaj, mene ne bi bilo tukaj.